Z napredkom na področju kazenskega pregona v zadnjih nekaj desetletjih noben primer pogrešane osebe ne more biti zares nerešljiv. Upajmo, da bodo s časom in nadaljnjim razvojem preiskovalnih tehnik večino primerov lahko rešili in bodo družine teh pogrešanih oseb končno dobile vsaj nekaj miru. Številka 10. 84-letna Nancy Guthrie, mati voditeljice oddaje Today Show Savannah Guthrie, je pogrešana že več kot 70 dni potem, ko so jo ugrabili iz njenega doma v Tucsonu v Arizoni. Upa se, da bodo novi dokazi DNK, ki so jih našli na prizorišču zločina, pomagali oblastem privesti odgovorne pred sodišče. 31. januarja 2026 so Nancy odložili pred njeno hišo v Tucsonu, potem ko je obiskala svojo drugo hčerko, Annie. Verjamejo, da je bil njen zet, Tommaso Cioni, zadnji, ki jo je videl, preden je izginila. Ko se Nancy ni pojavila na prenosu cerkvene maše v živo, so njeni soverniki postali zaskrbljeni in so stopili v stik z njeno družino ter sporočili, da je ni bilo v cerkev in da je ne morejo priklicati. Ob 11. uri so člani družine prispeli do njene hiše, vendar niso našli nobene sledi o njej. Nancy so prijavili kot pogrešano 1 uro kasneje. Preiskava, ki je sledila, pa je vse vpletene še bolj zaskrbela. Vse njene osebne stvari so našli v hiši in hitro je postalo jasno, da hiše ni zapustila prostovoljno ter da je bila ugrabljena. Hišo so zaprli kot prizorišče zločina, preiskovalci pa so začeli zbirati čim več dokazov. Biološki material so našli blizu vhoda v hišo, analizirali so ga in potrdili, da pripada Nancy. Poleg tega pa so ugotovili, da je bila odstranjena kamera pri zvoncu na vratih, domnevno strani njenega ugrabitelja. V dneh, ki so sledili, je več medijev prejelo odkupninska sporočila od ugrabiteljev, vendar veljavnost teh sporočil do zdaj še ni bila potrjena. Javnosti so bile posredovane slike in videoposnetki moškega, ki je bil opažen, kako posega v varnostno kamero pri hiši Nancy. Vendar oseba, ki je vidna na posnetkih, še ni bila identificirana. Ko so tedni minevali, je njena družina postajala vse bolj zaskrbljena zaradi pomanjkanja novic o njenem izginotju in izdala izjavo, o kateri so povedali, da so pripravljeni govoriti z ugrabitelji in da bodo plačali $6 milijonov odkupnine. V drugi izjavi je Savannah namignila, da so prejeli sporočilo od storilcev in prosili so, naj Nancy izpustijo, vendar ker se ni nič zgodilo, so nato objavili, da ponujajo $1 milijon nagrade vsakomur, ki bi imel informacije, ki bi pomagale najti Nancy. Od takrat je bilo v primeru zelo malo napredka, vendar upajo, da bodo novi dokazi, ki so jih pridobili, morda osvetlili preiskavo v novi luči. Policija je izjavila, da so na kraju dogodka našli las in da so ga poslali na analizo. Upajo, da las pripada enemu od ugrabiteljev. In če je njihov DNK že v bazi podatkov, bo le vprašanje časa, kdaj jih bodo identificirali. Če je temu tako, jih bodo lahko izsledili, aretirali in postavili pred sodišče. Nancy pa bo, upajmo, varno vrnjena domov. Številka 9. 53-letna Nicole Winder je svojim prijateljem in družini najbolj znana kot Nikki in vse bolj so zaskrbljeni za njeno dobrobit, odkar je izginila februarja 2025. Zadnjič so Nikki videli 25. februarja tistega leta, ko je bila na delu ceste FM 974 pri številkah okoli 19,000 tik pred Bryanom v Teksasu. Takrat je delala kot negovalka za starejšo osebo in bila je na tem območju, da opravlja svoje dolžnosti. Po koncu izmene je odhajala iz hiše te osebe in nato brez sledu izginila. Domnevali so, da je za tisti dan odšla domov, a uro kasneje je bila policija obveščena o zaskrbljujočem razvoju dogodkov. Nikki Jean Alfto, Chevroletov poltovornjak, letnik 2025, so našli 2 milji stran od hiše njene stranke. Kar je bilo najbolj zaskrbljujoče, pa je bilo to, da je bil požgan. Policija se je takoj odzvala in ugotovila, da požara ni povzročila mehanska napaka, temveč je šlo za požig. Ljudje, ki živijo na tem območju, so bili pozvani, naj preverijo svoje varnostne kamere, če so morda ujeli storilca pri dejanju. Povedali so jim, da se je incident najverjetneje zgodil med 15:00 in 16:15 tistega dne, vendar žal niso prejeli nobenih namigov. Takoj so domnevali, da je Nikkino življenje v nevarnosti in začeli so preiskavo. Takrat so oblasti našle svojo prvo sled.
Dve sliki z ceste FM 974 in bližnja Jack Creek Road sta prikazovali štirikolesnik, ki se je vozilo po območju, vendar voznik tega vozila ni bil identificiran. Druga slika prikazuje, kako se vozi Nikijin avto, vendar še vedno ni znano, ali je bila takrat za volanom ona. Opozoriti je treba, da voznik štirikolesnika morda ni vpleten v Nikijin primer, vendar bi lahko imel informacije, ki bi policiji lahko pomagale najti njeno lokacijo. Še se ni oglasil, policija pa upa, da bo videl sliko in povedal, kaj je tisti dan videl. Naslednji korak je bil začeti iskanje na terenu Nikije, vendar ker ni bilo znano, kje je izginila, nihče ni vedel, kje začeti iskati. Kljub temu je bilo izvedenih več iskanj s pomočjo helikopterjev, dronov, iskalnih psov in policistov peš, vendar niso našli nobenih nadaljnjih sledi Nikije. 15. aprila je bil Nikijin 50-letni brat Dustin pridržan zaradi nepovezane zadeve, saj je bil zoper njega izdan nalog za aretacijo. Preiskovalci so hitro poudarili, da je bila njegova aretacija posledica preiskave glede izginotja njegove sestre, vendar ga niso obravnavali kot osumljenca. Medtem so preiskovalci ponovno pozvali javnost, naj se oglasi, če ima kakršnekoli informacije, ki bi lahko pomagale razrešiti primer Niki. Šteje se za pogrešano in ogroženo, zato jo je treba najti čim prej. Opisana je kot oseba s svetlimi lasmi in zelenimi očmi, visoka je 170 cm in tehta približno 59 kg. Ko je tisti dan zapustila hišo svoje stranke, je bila oblečena v temno-sivo majico in rožnate hlače. Več drugih agencij se je pridružilo iskanju, vendar do danes niso imeli sreče pri iskanju dodatnih sledi. Če ste videli Niki ali veste, kje bi lahko bila, vas prosimo, da kontaktirate šerifa okrožja Brazos na številko 979 361 4900. Številka 8. Primer izginotja. 37-letne Melise Besson se je začel 17. marca 2025. Priča je stopila v stik s policijo in povedala, da jo je na dan izginotja videla hoditi po Indian Village Road v Lac du Flambeau, vendar so zdaj objavljene dodatne informacije. Ko se družini do 23. marca ni oglasila, so pri plemenski policiji vložili prijavo o pogrešani osebi. Izjavili so, da so izjemno zaskrbljeni za njeno varnost, saj je običajno v stiku s svojimi bližnjimi, vendar od dneva njenega izginotja niso prejeli nobenih novic od nje. Izvedli so iskalne akcije in zaslišali prebivalce območja, kjer je izginila, vendar nihče ni mogel podati dodatnih informacij o tem, kaj bi se lahko zgodilo z Meliso ali kam bi lahko odšla. Ko so preverili vse sledi, policiji ni preostalo drugega, kot da počaka na dodatne informacije. In 30. julija so sporočili, da so prejeli novo sled od občana, ki je bil tisti dan na tem območju. Čeprav je bilo potrjeno, da je bila Melisa res na Indian Village Road, je drug priča kmalu zatem videl nekaj zaskrbljujočega. Takoj potem, ko je zapustila to cesto, so do nje pristopili 3 moški v kombiju in sprejela je prevoz od njih. Videli so jo, kako je izstopila iz kombija, potem ko se je ta ustavil pri pristajalni rampi za čolne na jezeru Kinonigi. Nato pa so jo opazili, kako hodi proti jugu po okrožni cesti D. Eden od moških v vozilu jo je nekaj časa spremljal in slišali so ga, kako ji je govoril, naj se vrne v vozilo, vendar je Melisa to zavrnila. Ko je videl, da se ji približuje avto, je domneval, da gre za policista in je pobegnil v bližnje gozdnato območje. Kasneje se je izkazalo, da je imel zoper sebe razpisano tiralico in ni želel biti odpeljan v zapor. Kmalu zatem je prišel iz gozda in ker Melisa ni bila več na tistem območju, je domneval, da jo je pobrala policija. Drugega voznika, ki se ji je približal, so nato izsledili in zaslišali. Poročal je, da je bila Melisa videti vznemirjena, ko je govoril z njo, in ko jo je vprašal, ali potrebuje prevoz, je ponudbo zavrnila. Območje je zapustil v severni smeri, Meliso pa je nazadnje videl, ko je hodila proti jugu. Ker je bilo to zdaj zadnje mesto, kjer so jo videli, so v bližini pristajalne rampe za čolne pri jezeru Kinoniki izvedli še več iskanj. A vendar niso našli ničesar novega in ni znano, kje je Melisa. Iskanja so vključevala preiskovanje peš, uporabo dronov in iskalnih psov, pa niso zaznali njenega vonja. Ker ni novih informacij, preiskovalci zdaj računajo na pomoč javnosti, da se oglasi, če kdo kaj ve, in za informacije, ki bi pripeljale do rešitve njenega primera, je razpisana nagrada do $25,000. Melisa je opisana kot oseba z rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je 170 cm in ima srednjo postavo.
Prepoznamo jo lahko po več tetovažah, na rokah, nogah in vratu. Nazadnje pa so jo videli oblečeno v črno majico brez rokavov, siv pulover in rdeče trenirke. Če imate vi ali kdo, ki ga poznate, kakršnekoli informacije, ki bi lahko pomagale policiji, vas prosimo, da kontaktirate plemensko policijsko postajo Lac du Flambeau na številko 7155 88 7717. Ali šerifov urad okrožja Vilas na številko 715 47 94441. Številka 7. Po novih informacijah, ki so bila objavljene v primeru izginotja 57-letnega odvetnika Randalla Spiveyja in 33-letnega Brandona Billmeyerja. FBI si je zdaj pridružil preiskavi in upa, da bodo končno našli kakšne odgovore. Randall in Brandon, ki sta bila stric in nečak, sta bila prijavljena kot pogrešana 19. decembra 2020, potem ko se nista vrnila domov z ribolova. Tisto noč po večerji sta se moška odpravila v Mehiški zaliv na 42 čevljev dolgem čolnu z imenom Unstop Abul. Domneva se, da je eden od moških na neki točki padel v vodo. Domneva se, da je, ko je drugi ugotovil, kaj se dogaja, skočil v vodo, da bi pomagal, vendar je pozabil, da je motor čolna še vedno deloval in oba sta verjetno ostala ujeta v vodi. Takoj, ko so ju prijavili kot pogrešana, je obalna straža začela iskati po vodi z več kot 24 čolni, vendar niso uspeli najti nobene sledi obeh moških. Njihov čoln so kasneje našli približno 70 milj od obale Naplesa. Poročali so, da je bil še vedno v prestavi, vendar je prosto plaval in bil prazen, brez sledu o Randallu ali Brandonu. Dva rešilna jopiča, ki sta bila običajno na čolnu, sta manjkala, kar je dalo nekaj upanja, da sta še vedno v vodi in da bi ju lahko našli. Vendar je bilo tudi predlagano, da sta bila prisiljena zapustiti plovilo iz neznanih razlogov in da nista imela druge izbire, kot da si nadeneta rešilne jopiče, da bi ostala živa v vodi. Kljub večernemu iskanju niso našli ničesar več, zato je obalna straža na koncu sporočila, da nimajo druge izbire, kot da prekinejo iskanje. Njihove družine so se zahvalile vsem, ki so sodelovali v iskanju in prosile, da jim omogočijo zasebnost, da bi lahko skušali sprejeti te dogodke. Družina Randyja pravi, da je izjemno predan oče in mož, ki bi naredil vse, da bi pomagal nekomu v stiski. Več kot 30 letja je delal kot odvetnik v Fort Myersu na Floridi in pomagal številnim ljudem, ki so utrpeli poškodbe. Kar zadeva Brandona, se je pravkar poročil, preden sta oba izginila in je delal na istem področju kot njegov stric. Leta 2023 se je pridružil odvetniški družbi Shiner Law Group in upal, da bo pozitivno vplival na svojo skupnost. Randy je opisan kot oseba z rjavimi lasmi in rjavimi očmi, visok 185 cm in težak 111 kg. Nazadnje so ga videli oblečenega v kakih hlače in temno majico. Ima svetlo rdečkaste lase in rjave oči, visok je 188 cm in tehta 133 kg. Čeprav so iskanje obeh moških prekinili, sta policija in obalna straža izjavili, da bosta še naprej preiskovali vse nove informacije, ki jih premeta, in prosita vse, ki imajo takšne informacije, naj stopijo v stik z njimi. Njuni imeni sta bila zdaj dodani v nacionalni sistem pogrešanih in neidentificiranih oseb. Randallova številka primera je MPN54328, Brandonovo pa MPN54331. Vsak, ki lahko doda kakršnekoli dodatne informacije k temu primeru, naj kontaktira šerifov urad okrožja Lee na številki 239 47 71 000. Številka 6. Žalostno dejstvo je, da se veliko ljudi, ki so vsako leto prijavljeni kot pogrešani, pred izginotjem spopada z neko obliko duševnih težav. To je bil tudi primer 52-letne Amy Hilliard, ki je niso videli ali slišali od marca 2026. Policija prej ni vedela, da se je Amy spopadala z depresijo. In čeprav ta nova podrobnost prinaša še en vidik v njenem primeru, še ni bilo ugotovljeno, ali je njeno duševno stanje imelo kakršnokoli povezavo z njenim izginotjem. Amy je solastnica kavarne Farley's v San Franciscu. To je priljubljena franšiza, ki ima podružnice tudi v Oaklandu in San Franciscu. In po vseh podatkih je podjetju šlo dobro. Ko je niz nesrečnih dogodkov začel vplivati na Amino počutje, je zapadla v depresivno stanje. Po besedah njene družine je Chris, Amina tesna prijateljica, izgubila življenje, kmalu zatem pa je poginil tudi eden od družinskih psov.
Skrbela je za nekatere svoje sorodnike, kar jo je še dodatno obremenilo, medtem ko se je spopadala s temi izgubami. Zadnjič je Chris videla Amy 25. marca, ko sta skupaj zajtrkovali. Nato pa jo je odložila na postaji Bay Area Rapid Transit, odkoder naj bi Amy šla na terapevtsko srečanje v Walnut Creeku. Na koncu se je vrnila v hišo para, nato pa so jo varnostne kamere ujele, ko je hodila v bližini parka Demont. Sprehodila je tudi družinskega psa, vendar se nikoli ni vrnila domov. Chris pa obupano išče odgovore, kaj se je zgodilo. Potem, ko je bila Amy prijavljena kot pogrešana, so preiskali hišo para in v njej našli vse njene osebne stvari. Zadnja vrata so bila odprta, vendar niso našli nobenih znakov boja ali česa sumljivega. Chris je povedal, da mu je Amy po končani terapevtski seansi poslala sporočilo, da je doma. Sosed je potrdil, da je bila res tam, saj je na kratko govoril z njo, ko je peljala psa na sprehod. Ko je Chris ob teh 15 prispel domov, ga je zaskrbelo, ko je našel odprta zadnja vrata in posumil je, da je nekaj narobe, saj ni mogel najti Amy, čeprav so bile vse njene stvari še vedno v hiši. Chris je upal, da bo v hiši našel kaj, kar bi mu dalo kakšen namig, kam bi lahko šla Amy, vendar temu ni bilo tako. Dodatno ga skrbi dejstvo, da je zapustila hišo brez zdravil, ki jih mora jemati vsak dan. Medijem pa je povedal, da bi bilo za njo lahko zelo nevarno, če bi bila predolgo brez njih. Ker so Amy nazadnje videli hoditi v bližini območja s pohodniškimi potmi, so oblasti začele najprej preiskovati ta območja, kar njeno družino zelo skrbi, saj nima s seboj nobenih zalog ali opreme in bi bila lahko prepuščena na milost in nemilost naravi, dokler je ne najdejo. Družina para, prijatelji, skupina prostovoljcev in profesionalni iskalci so preiskali ta območja, vendar Amy zaenkrat ostaja pogrešana. Ima svetle laze in leskove oči. Visoka je 163 cm in tehta 54 kg. Na posnetkih nadzornih kamer je bila videna oblečena v belo majico s kratkimi rokavi, svetle kavbojke in bele čevlje. Vsak, ki je videl Amy ali ima informacije o njeni lokaciji, naj pokliče policijsko upravo v Oaklandu na številko 510 238 3641. Številka 5. Ko je leta 2024 izginil 37-letni Ronald Dumas mlajši, so sprva verjeli, da bo preiskava rutinska, vendar novi podatki kažejo drugače in če se izkažejo za resnične, bi lahko bil v veliki nevarnosti. V času izginotja je bil Ronald zaposlen kot nepremičninski posrednik v Huntsvillu v Alabami in je bil oče 3 otrok. Po njegovem izginotju je njegova družina policiji povedala, da nikoli ne bi preprosto zapustil svoje družine in da si ne znajo predstavljati nobenega razloga, zakaj bi nenadoma izginil. 15. decembra 2024 je Ronald odpotoval do hiše sina svoje matere in tja prispel okoli 20. ure. Vikend je preživel s svojim sinom kot običajno, nato pa je dečka vrnil njej, tako kot je to počel vsak teden. Več kot 2 uri kasneje, ob 22:15, videli so ga, kako kupuje stvari v trgovini z alkoholom Mid-City v Huntsvillu, pri čemer so priče kasneje policiji povedale, da je bil v družbi 2 žensk, ki jih niso prepoznali. To so potrdile tudi varnostne kamere v trgovini. 3 so v trgovini preživeli nekaj časa, nato pa so odšli. Ronald pa v tiste noči ni stopil v stik z nikomer, ki ga pozna. Na tej točki nihče ni sumil, da je kaj narobe, vendar se je to naslednji dan hitro spremenilo. Ronaldov avto, Hyundai Palisade, letnik 2021, so našli zapuščen v mestu Camden v Tennesseeju, blizu oznake 133 na avtocesti Interstate 40. Ko se do 24. decembra še vedno ni vrnil domov, se je njegova družina odločila prijaviti njegovo izginotje in bali so se, da za Božič ne bo z njimi. Kot je običajno v takih primerih, se je preiskava njegovega izginotja začela s sledenjem njegovega mobilnega telefona. Ugotovili so, da je bil v območju Memphisa v Tennesseeju, vendar nihče ni znal pojasniti, zakaj je bil tam. To je med preiskovalci vzbudilo nekaj sumov, zato je policija sporočila, da verjamejo, da je bil Ronald ugrabljen. Zelo hitro so identificirali skupino osumljencev in sporočili, da policija išče 33-letnega Toreja McLaurena, 27-letno Kiaro Clark, 33-letno Cariso Cash, 32-letnega Quinteriasa Whitea in 27-letno Sabrino Chambers. Obtožbe proti skupini so vključevale ugrabitev prve stopnje, zaroto za izvedbo ugrabitve in prejem ukradenega premoženja. Clarkovo in Whitea so prav tako izsledili in aretirali 8. aprila 2025 ter jo pridržali brez možnosti varščine.
Na zaslišanju je prišlo na dan, da sta Chambers in ženska po imenu Kelisha McKenney tisto noč delali na ulici in da sta bili prav oni dve ženski, ki sta bili z Ronaldom videni v trgovini z alkoholom. Kelisha je medtem umrla, Sabrina Chambers pa je že nekaj časa pogrešana. Ronaldov telefon so kasneje našli v njeni hiši, njena trenutna lokacija pa ostaja neznana. Prav tako so odkrili, da sta White in Clark razpravljala o $7,000, za katere sta vedela, da so bili na Ronaldovem bančnem računu v času njegovega izginotja. Sporočila, najdena med Clarkom in White, nakazujejo, da je bila ugrabitev načrtovana precej vnaprej in da sta nameravala Ronaldov denar ukrasti. Preostanek skupine je še vedno na begu pred oblastmi, vendar bo verjetno le še vprašanje časa, preden jih izsledijo in aretirajo. Za informacije o Robertovi lokaciji je zdaj razpisana nagrada v višini $10,000. Njegova družina pa je policiji posredovala ta opis. Ima črne lase in rjave oči, visok je 165 cm in tehta 75 kg. Na posnetku varnostne kamere iz trgovine z alkoholom je bil viden, kako nosi rdečo in črno karirasto srajco z dolgimi rokavi. Kdorkoli ve, kje se nahaja Robert, naj pokliče policijo v Huntsvilleu na številko 256 254 4240. Njegova številka primera je MP 135496. Številka 4. Veliko preiskav pogrešanih oseb se konča, ko je potrjeno, da so nekako pristali v vodi, običajno potem, ko so njihova vozila najdena v jezeru ali reki. V večini teh primerov so pogrešani že mesece ali celo leta, običajno pa jih najdejo le zaradi vztrajnega policijskega dela in uporabe napredne tehnologije. V primeru Daniela Scotta Emersona, 64-letnega moškega, ki ga prijatelji in družina poznajo kot Scotta, je prišlo do podobnega odkritja, vendar policije to ni bistveno približalo temu, da bi ga našli. Scotta so nazadnje videli 3. marca 2026 in od takrat ni bil v stiku s svojo družino. Priče so poročale, da so ga tistega jutra okoli 12:30 videli v bližini avenije Fairmont in Lakeview. In ko ga do 5. niso mogli najti, ga je njegova družina prijavila kot pogrešanega. Ko so novice o njegovem izginotju prišle v javnost, so se oglasile priče z nekaj zaskrbljujočimi informacijami. Poročali so, da so 3. marca, zadnji dan, ko ga je kdo videl, opazili tovornjak, podoben Scottovemu, ki je vozil po ledu na jezeru Chautauqua. S temi informacijami so se odločili, da je treba preiskati jezero in policijske potapljaške ekipe so uporabile podvodno sonarno tehnologijo, da bi ga našle. Vozilo so 16. marca našli v plitvi vodi med stebroma 3 in 4, blizu mostu Veterans Memorial Bridge. Iskanje po tovornjaku je oteževala motna voda, zato so iskalci 20. marca vozilo dvignili na površje. To so storili z uporabo dvižnih zračnih blazin in ko so vozilo dvignili z dna jezera, so ga odpeljali na obalo, kjer so ga preiskali. V notranjosti ni bilo nobenih sledi Scotta in še vedno ni znano, ali mu je uspelo zapustiti vozilo, preden je potonilo na dno. Opazili so, da je bilo eno od oken tovornjaka spuščeno, zato domnevajo, da je Scott poskušal splezati ven, medtem ko je tovornjak tonil, ali pa je po mnenju policije nekdo morda potegnil Scotta ven, čeprav se to zdi zelo malo verjetno. Iskanje se je nadaljevalo vzdolž obale jezera, oblasti pa so prosile javnost za pomoč pri iskanju Scotta, vendar niso našli nobenih dodatnih sledi. Drugo iskanje je potekalo s pomočjo iskalnih psov in potapljaških ekip, vendar so bile razmere še vedno težke in napredek je bil zelo počasen. Tudi ta prizadevanja niso pripeljala do najdbe Scotta. Policija pa je pozvala vse, ki imajo posnetke tovornjaka, ki vozi po jezeru, naj se javijo. Povedali so jim, naj se osredotočijo na ure med 4 in 7 uro zjutraj, 3. marca 2026, vendar se do zdaj še nihče ni javil z novimi koristnimi informacijami. Načrtovana so dodatna iskanja, vendar so oblasti sporočile, da ne bodo iskali vsak dan. Namesto tega bodo občasno uporabili vodne skuterje, čolne in potapljaške ekipe v upanju, da bodo našli Scotta. Obljubili so, da bodo sledili vsaki sledi, ki jo bodo prejeli, ne glede na to, kako nepomembna se morda zdi. Scott je opisan kot moški s kratkimi sivimi lasmi, zelenimi ali lešnikovimi očmi, visok 173 cm in težak 86 kg. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, ki bi lahko pripeljale do njegove najdbe, naj pokliče šerifov urad okrožja Chautauqua na številko 71675 34232. Številka 3.
Ni veliko podrobnosti o izginotju 30-letnega Colbya Sinclaira, vendar je policija sporočila, da sumijo kaznivo dejanje in da je preiskavo prevzela enota za preiskovanje hujših kaznivih dejanj otoka Vancouver, ki je prevzela primer od kraljeve kanadske konjeniške policije. Zadnjič so Colbyja videli 8. marca 2025. Potem je njegova družina postala zaskrbljena, ker niso prijeli nobenih novic od njega in ga niso mogli kontaktirati. Takšno vedenje naj bi bilo za Colbyja zelo nenavadno. In ko do 22. marca še vedno niso prijeli nobenih novic od njega, so kontaktirali kraljevo kanadsko konjeniško policijo in prijavili njegovo izginotje. 20. maja tistega leta je VEMSCU preiskal 2 nepremičnini po izdaji naloga za preiskavo, vendar oblasti niso želele razkriti, kaj jih je napeljalo na sum, da bi tam lahko našli sledi o njegovi lokaciji. Prva od teh 2 nepremičnin se nahaja na podeželju v Black Creeku, druga pa je v lasti prve nacije Wiwai-Kai. To je sledilo poročilom, da so Colbyja nazadnje videli v Campbell Riverju v Britanski Kolumbiji. Še vedno pa ni znano, ali so našli kaj uporabnega. Omeniti je treba, da Vincu običajno prevzame preiskave, le kadar sumijo na kaznivo dejanje, kar primer Colbyja dela še toliko bolj zaskrbljujoč za njegove prijatelje in družino. Od takrat njegova sestra, O'Shawn Lezouk, širi informacije o Colbyjevem izginotju na družbenih omrežjih in upa, da ga bo kdo prepoznal ter posredoval podatke, ki jih preiskovalci prej niso poznali. Njegova družina je tudi prosila, da vsak, ki ima dodatne informacije, čim prej stopi v stik z oblastmi, da bi Colbyja lahko našli. O'Shawn je izjavila, da meni, da je nesprejemljivo, da njena družina po vsem tem času še vedno čaka na odgovore, saj potrebujejo zaključek v Colbyjevem primeru. Prav tako se je zahvalila vsem, ki so sodelovali v preiskavi, vključno z oblastmi, lokalno skupnostjo in vsem, ki so delili informacije o njegovem primeru na spletu. Najbolj zagonetno vprašanje, ki si ga zastavljajo ljudje v skupnosti, je, zakaj sta bili prej omenjeni 2 nepremičnini preiskani. To je povzročilo veliko ugibanj, vendar se bo policija še naprej osredotočala na dejstva primera in ne na teorije. Drugi viri navajajo, da se je Colby v tednih in mesecih pred svojim izginotjem boril s tako imenovanimi notranjimi demoni. Nekateri pa so povedali, da je poskušal obrniti svoje življenje na bolje. A Colby ostaja pogrešan in policija upa, da bo z objavo tega opisa komu osvežila spomin, ter da se bo oglasil kdo z doslej neznanimi informacijami, ki bi lahko primer pripeljale do zaključka. Colby ima rjave lase in modre oči. Visok je 170 cm in tehta približno 88 kg. Ni znano, kaj je nosil v času izginotja. Vancouver Island Integrated Major Crime Unit pa prosi vse, ki imajo dodatne informacije, naj jih kontaktirajo na 50-380-6161. Številka 2. Veliko še vedno nerešenih primerov pogrešanih oseb po svetu vključuje ljudi, ki so izginili med tem, ko so preživljali čas na prostem, običajno na pohodniških poteh v narodnih parkih. Primer, ki vključuje 67-letnega Charlesa Hosha, ni nič drugačen in vloženi so vsi napori, da bi ugotovili, kje bi lahko bil. V času svojega izginotja, leta 2025, je bil Charles Hosh profesor na Southern Methodist University, Dedman School of Law v Dallasu v Teksasu. Prav tako pa je delal kot odvetnik v odvetniški pisarni Hosh & Morris. Kate Morris, njegova partnerka v odvetniški pisarni, je medijem povedala, da je Charles Hosh novembra 2025 obiskoval svojega brata v Gainesvillu v Georgiji. On in njegov brat sta prvotno izhajala iz tega območja in sta preživela nekaj časa skupaj, da bi se pogovorila in nadoknadila zamujeno. Na jutro izginotja, ki je bil dan veteranov, sta skupaj zajtrkovala, nato pa je Charles povedal, da si želi sprehoda po poti Byron Herbert Rees Trailhead, po kateri je pogosto hodil v mladosti. Zagotovo je prišel do poti, saj so kasneje našli njegov avto, vendar v Charlesu ni bilo nikoli najdenih nobenih sledi. Kate je tudi dodala, da jo je začelo skrbeti za njegovo dobrobit, ko ga ni mogla priklicati na mobilni telefon, kar zanj ni bilo značilno, saj je vedno sprejel njene klice. Kasneje se je oglasil priča, ki je povedal, da je srečal Charlesa na poti in da sta na kratko govorila, preden sta šla vsak svojo pot. Zato se domneva, da se je Charles nekako izgubil na poti in nato ni mogel najti poti nazaj v civilizacijo. Družina Charlesa je izjavila, da so zelo zaskrbljeni za njegovo dobrobit, vendar še vedno upajo, da ga bodo našli, saj se vlaga veliko truda v njegovo iskanje in varno vrnitev domov.
Med enim izmed številnih iskanj, ki so jih izvedli na tem območju, je iskalni pes nakazal, da je zaznal vonj Charlesa na poti, s čimer je bilo potrjeno, da je bil res v tistem območju na neki točki. Ljudje, ki imajo lovske kamere na tem območju, so bili pozvani, naj preverijo svoje posnetke, če bi morda ujeli Charlesa, kako hodi po poti, vendar do zdaj nihče ni priskrbel takšnih posnetkov. Skrbi se še naprej povečujejo, saj je znano, da je pot zelo zahtevna. Takrat so se temperature močno znižale, še posebej po noči, kar je pomenilo, da je bil Charles izpostavljen vremenskim razmeram. Ker je nameraval opraviti le kratek pohod, s seboj ni vzel nobenih zalog ali opreme. Iskanje se je nadaljevalo od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, vendar še vedno ni bilo nobenega sledu o Charlesu. Njegova družina je ustvarila spletno stran z imenom bringcharleshome.com, na kateri lahko javnost dostopa do informacij o njegovi izginotju. Jame na tem območju so bile preiskane, če bi morda tam poiskal zavetje. Prostovoljci pa so se osredotočili na skalnata območja ob poti, če bi padel in se poškodoval. Prizadevali so si tudi najti njegov mobilni telefon, vendar menijo, da mu je zmanjkalo baterije do takrat, ko je prišel na pot. Vzpostavljena je bila tudi stran GoFundMe za zbiranje sredstev za prihodnja iskanja. Doslej pa so zbrali skupno $80,000. Povezavo najdete spodaj. Znano je, da je nosil kaki hlače, pulover barve kamelje volne in temno-zeleno jakno, ko se je odpravil na pot. Opisan je kot oseba z belimi lasmi, visok 185 cm in težak 91 kg. Kdorkoli lahko pomaga pri iskanju Charlesa, naj pokliče Union County Emergency Operations Center na številko 706 439 6091. Številka 1. Pojavile so se nove informacije po izginotju Williama Neila McCaslina, 68-letnega upokojenega generalmajorja letalskih sil, ki je nadzoroval Wright-Patterson Air Force Base, ki se nahaja v Ohaju, in ki jo pogosto omenjajo teoretiki zarot o NLP-jih. Baza je nekoč služila kot sedež projekta Project Blue Book in pogosto se namiguje, da so na bazi hranili nezemeljska plovila, stran od radovednih oči javnosti, čeprav za to nikoli niso našli nobenih dokazov. William je bil del tajnih programov vesoljskega orožja in je sodeloval tudi na več področjih raziskav, ki so jih izvajali na bazi. Zato je veliko ljudi začelo ugibati, da je njegovo delo povezano z njegovim izginotjem. Vendar to ostaja zgolj špekulacija. Po poročilih so Williama nazadnje videli v njegovi hiši v Albuquerqueju v Novi Mehiki 27. februarja 2026. Tistega dne je okoli 10. ure govoril s serviserjem v hiši. Ob 11:10 pa je njegova žena zapustila hišo zaradi sestanka. Ob 12:04 se je vrnila domov. Bila je presenečena, ko je ugotovila, da Williama ni tam. V hiši je našla njegova očala in nosljive naprave, ter opazila, da manjkajo zelena srajca z dolgimi rokavi na gumbe, pohodniški čevlji, njegova denarnica ter pištola z usmjenim tokovom. Med začetnim iskanjem, ki je potekalo 7. marca, so le milijon stran od Williamove hiše našli siv pulover ameriškega vojnega letalstva. Na puloverju niso našli ničesar sumljivega, zdaj pa so jo poslali v laboratorij na analizo in še ni potrjeno, ali sploh pripada njemu ali ne. Preiskovalci so od Williamovega izginotja obiskali več kot 700 hiš in prosili vse, ki imajo posnetke varnostnih kamer z njegovimi zadnjimi premiki, naj jih predložijo, vendar do danes nihče ni priskrbel takšnih posnetkov. Šerifov urad okrožja Bernalillo se je odzval na trditve, da je bilo Williamovo delo na nek način povezano z njegovim izginotjem in je javnost opozoril, naj ne širi lažnih informacij, saj bi to lahko oviralo preiskavo, namesto da bi ji pomagalo. Kljub temu je več medijev njegovo zadevo povezalo s primeri več ameriških strokovnjakov na področju naprednih vesoljskih, jedrskih in obrambnih tehnologij, ki so v zadnjih letih nepojasnjeno izginili. V presenetljivem preobratu je bilo razkrito, da je Williamova žena, Susan Milkerson, izrekla nenavaden komentar med pogovorom z operaterjem na številki 911. 3 ure po njegovem izginotju je poklicala na številko za nujne primere in povedala, da ima razlog verjeti, da je zapustil hišo in ne želi, da bi ga še kdaj našli. Pojasnila je, da verjame, da je to zaradi dejstva, da je izklopil svoj telefon in ga pustil doma, preden je izginil. Ni pa pojasnila, zakaj bi se odločil, da ga ne najdejo, je pa dodala, da ne sumi, da bi bila v njegovem primeru prisotna kazniva dejanja. Nenavadno je, da so nekateri ljudje trdili, da je William trpel za demenco in da je Susana na neki točki prejela zaskrbljujoč klic v zvezi s primerom, vendar je te govorice ovrgla v izjavi za javnost.
Če imate vi ali kdo, ki ga poznate, kakršnekoli informacije o tem, kje se nahaja William, vas prosimo, da stopite v stik s šerifovim uradom okrožja Bernaleo. Enota za pogrešane osebe na 5-468-7070. Nami ga lahko pošljete tudi prek SMS-a na številko 847411. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, kliknite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.